Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Danes vam bom predstavil še eno zanimivo mariborsko društvo, in sicer Društvo za obljuba. Vemo, ljudje smo pač takšni, da se ob novem letu mnogi odločijo, da bodo spremenili in to korenito svoje življenje, da ne bodo več pili, kadili, da bodo shujšali in tako naprej. Društvo za obljuba pa takim, ki se take stvari odločijo, tudi pomagajo. Meni je predsednik društva gospod Mohorko. Dober dan. Ja, dober dan. Torej, gospod Mohorko, zanimiva ideja in bom rekel plemenito delo upravljate. Ja, gledajte, tu mi za res minimalno akontacijo, bom rekel, pomagamo ljudem. Ti ljudje so dejansko v stiski. Namreč malo je taka sprana fraza, ampak vseeno velja, da je vse v glavi in pri človeku je seveda vse v glavi. Mi z psihoterapijami pomagamo, da ljudje, pa naj bo to novo leto, Božič ali 1. maj ali bilo kakšen okrogli datum ali svoj rojstni dan, pač obrnejo svoje življenje, da nehajo pretirano jesti, piti, kaditi pač in druge stvari. In trenutno imamo dve večji skupini. Ena je ta, ki je že v tretmanu, se pravi, da so se že zaobljubili in so v fazi prenehanja tistega, kar so pač obljubili. In pa skupino drugo, ki je bodisi zdaj v fazi čiščenja, bodisi da bo 12. januarja, ko je zadnji datum teh novoletnih zaobljub, seveda tudi nehala predvsem jesti, ker to imamo predvsem tiste, ko hujšajo, pa ko kadijo, pijejo malo. Tisti, kaj pijejo, tak ne priznajo, ampak dobro, vse ni važno. In tu zdaj zraven mene, gospod Mohorko, vidim, je skupina, glede na to, da je polna miza, ki še ni štartala, ne? Ja, pač navada je, da sve, zdaj tega ne priporočamo, ker je le tam na oni strani, druga skupina na oni strani. Pač te velike sobe, dejansko ločajo 10 metrov, ampak na željo teh, ki bojo nehali, so zdaj pač od doma še prinesli zadnje stvari, pa se pod narekovaji malo poveselili in pač zraven povemo, kako je to grdo umazano in sploh nezdravo. Ampak se pravim, zdaj ste ravno prišli, ko se zaloge trošijo, ja. A pa bo malo pristopil. Dober dan, pozdravljeni, reporter Milan, vi ste? Dober dan, Ferk. A pozdravljeni, torej vi ste na tem, da boste kmalu začeli svojo zaobljubo. Kakšna je? Jaz hujšal bom, ne, ker to nikam ne vodi. Jaz zdaj dihat, niti ne mora, gled, čuj me. Jaz kot nilski konj diham, to se mora nehat. Vezalke, ni šanse, ne vem, kdaj sem si na zadnje vezalke zavezal. Ko grem recimo na malo potrebo, to pa tako, če si ga slučajno vidim, te nekaj hudo narobe. Da se ne menimo, če se moram spodi urediti. Na 2 špegla se moram urejati, včasih še video kamero si postavim, da... Dobro je, no, Ferk. Gospod je razumel, hujšali bote. Je samo zdaj ne zgleda tako ravno, ne? Ja, bom hujša začel, ne. Vse imam do 12. imam cajt, ne. Zdaj še imam, kaj smo to prinesli, da še spraznimo, ne. Pa če smo že glih tu, čujemo, Horko, jaz bi 100 evrov zdaj gor položil, da Kraner ne bo hujšal. Ja, nimamo stavnice, tudi vi se za sebe brigajte. Ja, no vse za sebe, vse v naši skupini je. Ja, pa ne rabi zdaj ti Kraneru volje emat. Isto bo začel 12. tako ti. Pa ne obzdržal, ni šanse, glej, prašič nija hrtenice. Mehk je, celi, no. Horko, če stopite na vago, če smo glih v tem, imam manj kil. Ja, samo jaz bom shujšal, on pa ne bo. Ja, pa ne bom sprejemal 100 evrov, da on ne bo shujšal. Ker mi stimuliramo to. Pa se jaz ga stimuliram, se ima oba nekaj, mela bi mi nekaj bek dal. Ne bomo se stavili, ti pravim. Kraner! Hama, oink, oink, gled, svi oni se govoriti ne more iti. Dobro je, v redu, Vem, da ni prijazno okolje tu, gospod Mohorko. Je prijazno. Taj, ko so Ferk, so tu redki. Premaknimo se v skupini, ki je pa že uresničuje za obljubo. Ja, pa dajmo, ja, to pa je zdaj tu čez sobo, vidim, tu pa je posebno drugačno vzdušje, ne? Halo, reporter Milan, pozdravljeni. Kam, prašiček? Tu smo v tretmaju že vzdravljeni, tam na drugo stran. Ti 12. začneš. Dobre, gospa Vida, v redu, je vse dovolj. Ja, vidim, ja. Hvala, gospod Mohorko, čestitke še enkrat za to, kar delate do naslednjič, zdaj pozabite, resnica ni planica, pa vendar mar se komu smrdi.